Jaz moram reči, da velik Masterchef fan. Sem imel že cel zvezek tam malo popisan z recepti, s probami, z vsem. Glava kajka do 3 Michelin. Grem pa v Jurner, to je pa tudi restauracija s 3 zvezdicami, glih lani so dobili ta 3. Ne, jaz nisem full fan jote. Bruno Šulman, pozdravljen v menzi. Prvi gost, pravzaprav, za kar sem res hvaležen. Danes v podcastu gostim izjemnega kulinaričnega ustvarjalca, zmagovalca Masterchef 2021, avtorja knjižne uspešnice Od osnov do Masterchefa. Je tudi športnik, diplomiran psiholog in kulinarični ustvarjalec, ki pod vzdevkom The Brunch z nami deli se svoje kulinarične mojstrovine. Bruno Šulman, pozdravljen v menzi. Lep dober dan. Živijo, Sašo, hvala za povabilo. Ja, jaz sem zelo vesel, da si vzel čas in da si pač prišel, ker vem, da si zelo zaposlen, sploh ko prideš za tak kratek čas v Slovenijo, ne, da te malo ujamemo. Ja, zdaj smo res tole dobro stlačila sem. Svane, ker slišim, da šibaš že kar malo dalje naprej na Dansko, ustvarjati, nove izkušnje nabirati. Kam šibaš? Ja, v bistvu se zdaj zelo kmalu selim v Kopenhagen, ki je trenutno zelo zanimivo kulinarično mesto. Mislim, cela Skandinavija je nekaj, kar je trenutno zelo trendy. Njihov stil je tako zelo lokalno, sezonsko, veliko fermentacij. In tudi platingi so na nek način malo bolj simple oziroma drugačni od teh klasičnih fine dininga, recimo francoskega. Zdaj sem bil tudi pred tem dobro leto v Parizu, kjer sem pač imel čisto druge vplive in drugo kulinariko. Šel sem na francosko šolo, pa delal v italijanski Michelinki. Tako da zdaj grem pa še malo v Skandinavijo, da se lahko vidim čim več različnih teh kulinarik in pač kako funkcionirajo. Zato ker se mi zdi, da iz vsakega tega se da nekaj zelo dobrega pobrati in si s tem pol lahko širiš repertoar. Tako da Kopenhagen trenutno je zelo zanimivo mesto za vse kuharje. Ja, Kopenhagen je tak, ne. Imamo top restauracije tam, saj ne greš v Nomo, ne? Kam greš? Ne grem v Nomo. Pač Noma je taka, je tudi nekako zaštartala ta val, ampak grem pa v Jurner, to je pa tudi restauracija s 3 zvezdicami, glih lani so dobili ta 3, tako da so trenutno tudi kar popularna izbira za zelo veliko kuharjev. Wow. Mislim, mene je to tako fascinantno pri tebi, veš, ko te spremljam, vidim, koliko si napredoval, koliko si šel daleč. To je že pustimo zdaj Masterchef zgodba, tam ti skozi govorijo, kako napredujemo skozi, ne, iz oddaje v oddajo. Ampak ti si še prej v bistvu. Jaz sem poskrolal tvoj Instagram, šel sem na tvojo prvo objavo na Instagramu, 2018 december je bil. In si objavil čokoladni sufle, lava cake, z malinovo omako. Ja. Aj bil dober? Bil je dober, ja. Vem točno, o katerem govoriš. Kaj ta smeh pomeni? Si bil zadovoljen s tem? Mislim, takrat sem bil noro zadovoljen in ponosen in je bil tudi zelo okusen, ampak ja, zdaj pa vem točno, katera slika je. Vem, da tudi ni bil tehnično sploh pravilno izveden in da sem prehodil dolgo pot od unga lava cakea pa do zdaj. Od lava cakea do 3 Michelin, bravo, res. Mislim, sej tako je tudi treba, ne? Ko imaš en dober fokus, pa ko točno veš, kaj hočeš, deluje tako, da si najdel res neko svojo strast. A te kdaj, misliš, da bi kdaj zamenil kulinariko za kaj drugega, da bi ti v življenje prišlo neki, kaj pa vem, prej bil šport, pa se bova kasneje še na to mogoče malo navezala, da pride kar neki novega, pa te spodnese noge, pa reče, zdaj pa ne bom več kuhar. Jaz mislim, da bi mogel imeti eno tragično poškodbo v kuhinji, zato da bi do tega prišlo. Ampak ne, študiral sem psihologijo in tudi jo pač dokončal, diplomiral. In mi je bilo, tudi študij mi bil zanimiv, ker so ljudje in kako funkcioniramo. Ja, mi je zelo zanimivo, ampak niti približen toliko, kakor pa uživam v kuhanju, pa kakor se rad učim kuhati, pa v bistvu tudi malo izražaš s hrano pa na ta način. Tako da jaz mislim, da je kuhanje tisto, kar pač bo moj poklic, verjetno celo življenje. Je pa to tudi res, da to ni najbolj idealen, zavidljiv poklic, to pač niso urniki, 8-urni urniki, pa delaš veliko počitenc, praznikov, tako, ampak moraš imeti pa to zelo rad in jaz se mi zdi, da imam.
Ja, sej, drugače tega verjetno res ne bi. Ja, ne bi moraš zdržal. biti ali malo. Moraš biti zelo strasten, da imate tako reči, ne? Pa pogumen, pa ne vem kaj vse. Ampak po zmagi Masterchefu so verjetno deževale levo, desno ponudbe raznih blagovnih znamk in sodelovanja so se ti odpirala. A si kdaj pomislil, da bi postal kulinarični influencer ali kot šef ali kot ustvarjalec vsebin, da bi pač svoj posel baziral bolj na družabnih omrežjih, kot recimo v kuhinji? Ne, v bistvu zares ne, zato ker se mi zdi, da imam preveč rad kuhanje in to ustvarjanje v kuhinji, da bi pač hočem to delati večino časa. In pač ja, itak objavljam na social media in tudi moraš takrat dobiš zelo velik exposure z Masterchefom, je dobro malo slediti temu valu, ampak ja, biti prisoten, nikoli mi pa to ni bila prva stvar in tudi mi ne bo, no, zato ker je mi to samo tako, da lahko delim kakšne recepte, ker mi je to zabavno, delam tudi s kakšnimi naročniki, ampak primarno sem pa kuhar in je to moj fokus. Če bi recimo Instagram motil moj poklic pač v kuhinji, bi to prilagodil, tako da ne bi trpela moja kuhinjska kariera. Pa imaš kakšne vzornike, ki jim pa vseeno slediš na Instagramu, verjetno kakšne šefe ali pa kaj bi koga izpostavil? Kdo je trenutno tvoj najljubši šef, recimo, ko mu slediš na Instagramu, ali pa kakšen profil, ko bi ga mogoče delil z ostalimi? Mislim, zdaj zelo veliko followam teh restauracij, vse te, ne vem, Noma Projects ima recimo zelo zanimivo, ko oni ful delajo researcha, pa razvijajo stvari, pa produkte, recimo to mi je zelo zanimivo spremljati. Za sledice je en ful zabaven model, kako je, Matt Adlert, mislim. Aha, da poznam, ja. Je tako, tak cool vibe ima, tako tudi pokaže, kako neki totalno pofejla, pa tako drugače pa dela zelo lepe sledice, tako da njega recimo rad sledim. Kakšno je pa tvoje mnenje o viralnih, veš, internet je zelo viralen, ne? Ja. Vsi pademo v en hype, recimo viralni recepti. Kakšni so zelo bizarni, kakšni ne? Si že kakšnega kdaj preizkusil, mogoče te je zamikal, da bi ga kakšnega poskusil? Sem preizkusil, že kar par let nazaj je bil feta pasta. Kako je. Ja. No, to je, kako daš feto s paradižniki v pečico, pa pol sam zmeš. Mi je bil všeč, je bil tako dober za doma si narediti, ampak ja, to je ta pač Instagram cooking, pa v restauraciji je čist druga zadeva. Mislim, precej več detajlov gre lahko v neko jed v restauraciji, pa pač tako se dela priprava mise en place, se dela prej in imaš lahko res lepo vse urejen. To je pa pač, se mi zdi, to Instagram kuhanje je pa bolj to domače kuhanje in je to tudi ful dobro, da se to res toliko deli, ker se mi zdi, tudi skozi Instagram postaja kulinarika nasplošno zelo popularna in je tudi zelo veliko ustvarjalcev vsebin kuharskih, ki tudi zelo v bistvu zanimive stvari lahko že delajo. Ja, vsekakor, ne, je več nivojev, ne, pač imaš eno domače kuhanje, imaš potem restauracije in tako dalje, pa ne nazadnje, nekje je treba začeti. Predstavljaj si nekoga, ki štarta na eni poti, ne, pa kje pa začeti, ne, težko kar začneš z restauracijskimi jedmi, ne? Ja, itak, mislim, ampak glih za to se mi zdi, da se tudi ja, in te ustvarjalci in ostali vsi gledajo, kaj se dela, tudi po restauracijah. In se na ta način tudi tako neko splošno zanimanje, pa splošna razgledanost za kulinariko se zvišuje. Tako da to je, se mi zdi, vse je samo dobro. Zdaj pa greva iti malo na Masterchef, malo na hitro se ga bom dotaknil, ker sem res ferbčen, kako pa kaj je bilo tam. In sicer mene zanima, kdaj si res prvič pomislil, da se boš prijavil v Masterchef? A je bilo to eno leto prej, si mogoče že imel tako plan za si dal par let časa, da si malo natreniral. Kdaj je bila prva misel, ko te je prešinila? Že ful prej. Jaz sem, moram reči, da velik Masterchef fan sploh bil takrat in sem gledal Masterchefa, odkar sem bil res majhen in spremljal in tudi, ne vem, kuhal pol izzive, ki so jih dobili v oddaji. Ne vem, sem bil star 15, pa je bila neki izziv tam, pa sem doma naredil, ne vem, da je Karim delal tole neke snežne kepe Inside Out, ki je bilo neki ful zahtevna, pa sem se je lotil doma, pa je takrat ratala. Pa, ja, mislim, predvsem iz tega vidika, da sem bil fan in sem vedno si govoril, da ja, enkrat bom pa jaz šel, da tako. In tudi takrat, ko sem se prijavil, nisem planiral, zdaj leto se bom pa prijavil. Pač tako je nanesel, glih slučajno je
sem imel takrat časovno je bilo vse v redu, takrat sem še študiral, treniral v atletiko. Tako da je se tako pač poklopil in sem ful vesel, da se je, kar je iz tega prišlo, pač si samo želel takrat. Ampak ja, je tako itak, ja, najprej fan in pol sem šel tja noter in tudi tam recimo v snimanju ful užival. Se pravi, si se prijavil in še isto leto so te povabili v oddajo. Ja. Wow. Recimo to pa nisem bil tok, ker sem se prijavil, sem nekako imel kar dober občutek, da bi bil lahko sprejet. Zato, ker tudi tako vem, da sem se zelo pripravljal, po moje bolj kot kdorkoli drug, preden smo sploh začeli snemati, sem imel že cel zvezek tam malo popisan z recepti, s probami, z vsem. Mislim, da me ne bo nič presenetil. Ok, vse je osnovna testa, moram znati vse osnovne omake, kako se filira ribe. Mislim, te stvari sem se takrat učil, tega nisem prej že znal. To sem se učil predvsem za Masterchefa. Wow. Oziroma pač, ja, nekaj stvari, ja, ampak tako sistematično sem se pa takrat začel učiti. Super. Kakšna je bila pa tako? Je bilo presenečenje, ne vem, za domače, pa za frende, ki si rekel, jaz grem Masterchefa. Kakšna je bila prva reakcija? Itak najprej nisem smel povedati, da gremo Masterchefa. A res? Ja, pač to je skrivnost, ne, more priti ven najava in kdo so tekmovalci. Tako da najprej sem mogel to precej dolg časa skrivati, sploh da sem noter in pol tudi kakšen je izid, valjda. Ne smeš povedati, jaz sem pa zmagal. Ja, itak, ja. Tako da to je bilo, sem imel eno zelo dobro foro, da sem povedal, tako da se nisem rabil zdaj zlagati. Sem me vsi vprašali, kako je šlo, pa sem rekel, da vem jaz sam do tam, ker sem jaz prišel. Kar je v bistvu res, ne, pač prišel sem do finala, vem, kaj se je zgodil, ampak ja, nisem se pa noben pa pol ni mislil, da sem zmagal, tako da sem se tako malo off the hook sam sebe dal. A vidiš, le te je prav prišel študij psihologije, verjetno tudi malo, ne? Ja, pa smotno je bilo zdaj nekomu zdaj gledati v oči pa reči, ne. Šel sem, top 5, pa tako, tle pa v bistvu je bila taka siva cona, ki v bistvu sem čisto po pravici povedal. Ja, da. Se pravi, to vem, ja, ne smeš povedati, ampak ne vem, doma si verjetno povedal. Domači so vedeli, domači pa takrat, ko so Bruno, kaj ti tega treba? Ali bravo, Bruno, pej to, ali kaj? V bistvu na začetku niso bili ful navdušeni doma. Tako bolj iz vidika, pa to je pa mediji, pa kamere, pa bolj iz tega tako mogoče malo zaščitniškega vidika, ampak pol že, ker sem klical po snemanjih domov, kako je bilo, pa sem bil cel navdušen, pa pol sploh ne, ker so gledali, so pa videli, koliko res v tem uživam, da to nisem, tako, ker se je po moje res tudi na kameri videli. In pol je bilo pa to čisti tak 100% support in pol tudi za vse projekte naprej, ker sem se lotil, moram reči, da tudi ne bi uspel toliko stvari narediti, tudi recimo knjigo, brez recimo podpore doma, pa tako. No, vse to, vsekako. Hvala Bogu, da to prepoznajo in da to seveda pač tvoje okolje podpre. To je itak nekaj najboljšega. Ne? Velikonočna peka je čudovita, a roko na srce je včasih tudi malo stresna. Zato jaz vedno posežem po preverjenih družinskih receptih in kar je še bolj pomembno, vedno posežem tudi po preverjenih sestavinah. Pri peki potice je izbira jasna. Žitova moka, kakovostna, zanesljiva in roko na srce, jaz sem jo vzel že kar za domačo. Točno vem, da bo potica uspela. Če želite tudi vi uživati v praznični peki, izberite žitovo moko. Priporočam iz prve roke. Zdaj pa gremo nazaj k pogovoru. Dajmo iti malo na atletiko, meni je to ful zanimivo. Ti imaš tako enih zanimivih in hkrati mogoče malo različnih talentov, čeprav jaz najdem neko rdečo nit v vseh. Torej, atletika, ti si v bistvu bil kaj, državni prvak, če se ne motim, v štafetnem? Na 4x400 ali kako? 4x400, 400 vire tudi. 400 vire, ok. A tudi za 400 vire si bil prvak? Ok, bravo. Ja, mislim, to sem, atletiko, 10 let sem treniral atletiko. In nekako v eni točki, čist po enem slučaju, spet sem prišel na ovire, zato ker smo rabljali na ekipnem prvenstvu, kjer pač moraš imeti v vsaki disciplini, je dobro, da ima klub predstavnike, ker pač dobivaš točke. Ja. In uno leto nismo imeli nobenega za ovire, pa mi je takratni trener
Tako da, veš kaj, bo naredila mi 2 treninga, pa bo šel ti na ovire. In sem takrat naredil 2 treninga, šel na tekmo, bil takrat drugi na tem državnem prvenstvu, prva tekma ovir in se uvrstil v reprezentanco. In čez 2 tedna sem imel reprezentančno tekmo za pač ne vem, koliko je bilo 5 različnih držav in je bilo, takrat ni bilo več dileme, da sem zdaj oviraš naenkrat postal. Moram reči, da deluje, da to, da si verjetno si ful bil srcem v atletiki tudi, ne? Ja, tudi zelo. Ne, deluje tako, ne? Takrat sem se pa samo o tem lahko pogovarjal. A veš, da te vse podpre na tej točki, ko greš nekam res tako strastno noter, da te res podpre tako, ne govorim zdaj tako nasplošno, da bi to malo tako metafizično neko vesolje te podpre, ne, v eni taki stvari. In je to res dobro videti, ne. A pa imate doma kakšne športnike, odkje sploh ideja, zakaj si šel šport, mislim, zakaj si se vrgel v šport? Mislim, ne vem, tudi skozi je bil nekak šport zraven, ne vem, najprej sem smučanje pa košarko treniral, pa smo pa te razne, ne vem, krose, šolske, pa tako, pa sem te vse krose v Ljubljani vse zmagoval, pa te razne atletske tekme in sem takrat si tudi jaz želel, zato ker pač je itak dobro, če dobiš medaljo okrog vratu, sem si jaz želel iti še v atletiko naprej in sem se tako spravil v to in mi je bilo pa res sem bil čist v tem in treningi in še pač naprej, pa sem bil malo starejši, sem tudi malo pač prehrano, športni psiholog, tako pač naresno, ampak ne vem, kako bi se odvili. Meni je mogoče glih tudi tako, mal mečken zmanjkal, da bi še res ta velik preskok naredil, recimo takrat starejša mladinska, mlajša članska kategorija. Ne vem, takrat mi je enkrat zmanjkal, ne vem, 16 stotink, da bi prišel na evropsko prvenstvo. Tako, sem bil takrat ful razočaran, ampak zdaj je pač, se mi zdi, da se je že vse odvil tako, kar se je mogel, tako da ni več nobenih starih ran. Pa imaš daj kakšen tak what if trenutek, kaj pa če bi vstal, pa bi prišel na olimpijske? Mislim, tudi tako, zdaj, ker razmišljam, pa je mogoče že kakšno izkušnjo več, pa kakšno znanje, bi mogoče takrat kakšno stvar lahko drugače naredil, pa tako, ampak ja, kaj, mislim, bi bilo ful zanimivo in tako se tudi z veseljem spomnim teh časov, ker smo, ne vem, hodili na priprave, pa je bila to edina stvar, o kateri si razmišljal, pa je bilo res dobro. Ampak ja, mislim, je to nek flow of life, ker se mi zdi, da sem zelo zadovoljen in pač imam ful srečo, kako se mi je zaenkrat vse odvil. Pa dajva iti malo nazaj proti kulinariki, no? Da se malo dotakneva. Tvoja družina ima v Kranjski Gori restauracijo hotel Pino Alpino. Kakšna je točno situacija v tem? Meni je to ful simpatično ime. Večkrat sem šel mimo, pa sem pač, ko sem v Kranjski Gori, tja pa moram skočiti, pogledati, ne? Pa me je pa šef, ki tam dela Maj, enkrat povabil in sem pa ugotovil, da v bistvu, da si še ti, da je pač nekako vezano s tvojo družino oziroma s tabo tudi, ali kako imate? Ne, v bistvu je to tako, to bi rad rekel, da v bistvu ni, jaz tle nimam čist nič več zraven, na začetku, ko smo odpirali, pa postavljali, sva takrat skupaj, zdaj je šef že od začetka in še pač do danes je Maj Suhadolnik, je moj zelo dober kolega, so tudi sošolca v gimnaziji in se mi zdi, da res dela res dobre stvari, ful se je zdaj vrgel v te razne fermentacije, pa tako res šel še par nivojev višji, kot smo vidno takrat zaštartala. Ampak ja, mislim, to je ni tako, ja, solastniško, partnersko smo, pač je družinsko, ampak jaz nimam trenutno nič, da bi, ne vem, karkoli svetoval pri menijih, pač to ima vse Maj čez in res cool dela. Super. Ampak ja, je pa res lušen plac in tako na trgu v Kranjski Gori je fajn. Ja ne, pač meni se zdi fajn, da poveva, no, da pač da tudi malo reklame narediva, ko tebe še poznajo, pa da še malo reklame naredimo dodatno. A bomo kdaj videli kakšne tvoje krožnike tam, misliš, ali boš kar šel na svojo restauracijo, imaš kakšne plane? Ja, ne, pač res, ne vem v bistvu, zato ker tudi želja je enkrat svoja restauracija, ampak mislim, najrajši bi bil v Ljubljani, tudi pač sem Ljubljančan in imam ful rad Ljubljano in se mi se tudi scena ful lepo razvija. Ampak bi pa tudi rad, ker se tega lotam enkrat, bil res pripravljen, pa res tako, da bo lahko tak nivo, kakor si ga želim delati. Pač lahko bi zdaj že neki se šel, sigurno, ampak ne bi bil sam sabo zadovoljen, ker bi rad, da bi bilo še boljše. Zato še zdaj imam tujine, pa mogoče pol še kam drugam, ali pa bom videl, kakšne bojo pol želje. Ampak ja,
čez par let, ko se pa odločam, bi pa se lotil enega tazga projekta. Tako da mogoče bolj Ljubljana je cilj. Ja, je kar Ljubljana res zelo pestra. Ne? Pa, se pravi, kakšna bi pa bila ta tvoja restauracija v Ljubljani? Kakšen stil restauracije bi to bil? Že imaš kakšne ideje ali še čakaš na to, da se dozorijo te ideje? Ja, to je nekaj, o čemer skozi razmišljam in filozofiram in imam že par idej za tudi par različnih konceptov. Tako par let nazaj, ko sem se pač začel s to kulinariko, pa pol MasterChefu, sem mislil, da to je pa zdaj fine dining in da to je edini način, kako se lahko kuhar izraža. Pa zdaj se mi zdi, da vedno manj verjamem v to, da je v bistvu se lahko kuhar izraža skozi marsikaj, da ne rabi biti to pač tasting menu s 15 hodi, je lahko in je lahko top. Lahko greš pa tudi malo bolj na simpel, pa malo bolj na sproščeno. Predvsem, ne vem, zdaj v Parizu, ker sem bile zelo všeč restauracije, ki so tako malo bolj sproščen vibe. Ti bistroji? Ja, mogoče spet malo višji ka bistro, ampak nižjih zdaj ka fine dining. Tako da je tudi, ampak lahko je še zmeraj zelo dobra hrana, zelo profesionalna postrežba, ampak je lahko malo bolj relaxed. Ne rabiš imeti belih prtov, ne rabiš imeti natakarjev v oblekah, lahko imaš musko malo bolj na glas. Tako, ta vibe. Ampak lahko še to še 3-krat spremeni, dokler se jaz lotim tega projekta. Tako da, to je kako trenutno razmišljam. Okay. Bomo videli. Se je prav, da si opustiš odprto zadevo, ker ne nazadnje itak te življenje pripelje na marsikatero nepredvideno področje. Ne? Da mi povej, ta tvoja restauracija, Michelinka, 2, 3, nobene? Ciljaš nekaj od tega? Ja, mislim, to je nekako valjda želja vsakega kuharja. Mislim, ne vsakega zdaj. Ampak, recimo, ena Michelinka bi se mi zdela super. Ker sem mislila, 2 pa 3 sta že drug nivo, da je to pa res mora biti vse zelo, zelo, zelo določeno naprej in zelo pač točno tako. Imaš mogoče imaš malo manj proste roke tako na day-to-day zadevah. Pri eni pa se mi zdi, da je tako obsega malo več različnih konceptov lahko. Tako da, če bi recimo ciljal na eno Michelinko in predvsem pol tudi na to, da glavna stvar pa ni zdaj, je tam visi Michelinka spredi ali ne, ampak to, da pač prihajajo gostje ven pa not, pa da so veseli, zadovoljni, tam to je pol na koncu važno. Ja, če bi ti mogel reči 3 najljubše restauracije v Sloveniji, pa da mi jih razdeliš od 1., 2. do 3. A bi lahko to naredil? Ja, težko, ker so različni... Po tvoji izkušnji, meni je to jasno, da to ni zdaj neko absolutno mnenje, ampak... Mislim, meni je bila zelo, zelo všeč Milka. To je številka 1? V Kranjski Gori. Ja, to je številka 1. Ok, nice. Je tako, prvič se mi je zgodil, da ko greš na nek res dolg tasting menu, da so čisto vse jedi me navdušile, da so bile res, res, res dobre. In tudi tako prezentacija in tehnično in okusi res, mislim, ful hudo, res, res dober. In pol smo še takrat nek tale pairing, ki je bil malo vino, malo koktejli, malo pivo, malo kava, tako zelo, tako nekaj novega. In tudi pač tako vibe vzdušje je bilo v bistvu tako zelo profesionalno, ampak tudi po eni strani malo sproščeno. Mi je bilo ful všeč. Številka 2? Saj ti ne bo noben zameril, Bruno, no? Mislim, pač spet, zelo, zelo blizu temu sem tudi šel jesti v Hišo Franko, pa težko zdaj rečem, kjera mi je bila boljš tako, ampak mogoče sem se na koncu malo bolj relax počutil v Milki, zato, če zdaj reagiramo. Ampak pač itak in do Davida in do Ane, pač to je največje možno spoštovanje, kar ga lahko imam. Mislim, to je tudi, mislim, Ana itak že zelo dolg časa je pač oblikovala in dvignila nivo slovenske kulinarike in se mi zdi to, kar David zdaj dela v Kranjski Gori, je pa tudi res. Veš kaj, se tle ne negirava nikoga. Ne? Recimo zdaj, ko si mi opisal izkušnjo Milke ali pa Hiša Franko, ne? Pač oboje vrhunsko, top. Ampak prej si mi opisoval, kakšno si ti želiš svojo restauracijo. In jaz sem Milko malo bolj videl v tvojem
tvojih Malo bolj željah. mogoče, Ne? ja, Zato malo je bolj, čisto logično, da si jo dal na ja. prvo mesto. Ne? A veš, to je osebna izkušnja. Čistko. Iz tega mogoče res mal, Ja. sam mal bolj relax na nek način. No, zadeva pa še tretjo. Tretjo, ja. Zaključva to. Ja, to pa zdaj, ja, to pa ne vem zdaj. Ok, si lahko delimo. Lahko delimo. Dajva Okay, deliti. evo, pol sta mi pa v Ljubljani, sta mi pa ful rad gremo v After, pa v Čompo. Nice. Čompe pa nisem pričakoval. Ja, Odlično. Cool, čompe so kul, za dober meso je fajn to čompa. Wow. Tako in spet, to pa zdaj se pa gremo stran od fine dininga, je pa sam to, ker se dobro počutiš. Mogoče itak ne greš niti v Hišo Franko, niti v Milko, mislim, greš lahko, ampak ne večkrat na let. Mislim, je drug experience, ne? Ja. Zdaj ne vem, v Čompa ali pa v Afterja pa lahko greš vsak teden, če ti paše, ne? Ker je tako spet malo bolj relaxed, malo bolj simple hrana. Ja, se strinjam. Ampak je dobra, ful okusna. In tudi pač vzdušje, pri obe dveh je tako zelo fajn, živo se dogaja. Se ne na zadnje sva zdaj v menzi, veš, Bruno, pač tle, a ne hrana. Ker jaz na hrano gledam kot na nekaj, kar povezuje. Zdaj je to visoka kulinarika, včasih je samo neka taka res srčna gostilna z dobrimi ljudmi, pa fantastično hrano, kot je recimo Čompa ali pa After. After je mogoče malce bolj za mlade orientiran, ti si bolj tradicionalno, dajmo tako reči, oboje vrhunsko. Tako da kulinarika ima toliko enih različnih barv pa oblik, da je pač brez veze to neki predalčkrat. Pač sam da je dobra izkušnja, pa da je dobro za jesti. Ti si s Podravko Slovenija delal slovensko mešanico za čimp, če se ne motim. Vem, da se ne motim, ker sem jo probal in je fantastična. A si imel kaj treme pri tem izzivu? To se mi zdi res tako, kar velika naloga, taka res slovenska. Zelo zanimiv izziv mi je bil. V bistvu je pač maestro delam še nekaj časa in so prišli do mene z idejo, da bi naredili slovensko mešanico, kjer pač imaš res, ti imaš na policah mehiško, azijsko, provansalsko, ne vem kaj še vse je možno, sam nimaš pa slovenske mešanice. Ja. In da dajmo to narediti. In pa je bil ful zanimiv projekt, da se je najprej se je iskal stare slovenske recepte in se je to nalagal na spletno stran, pol je to AI izluščil, kjer so te začimbe in sem jaz dobil ta seznam, kjer začimbe so bile najbolj pogosto izglasovane in uporabljene. In pa sem začel s to testirati in sem probal te 3 začimbe, pa dodal eno, pa še eno, pa mogoče tele malo manj, pa tako. In sem res mogel najti pravo razmerje, ta pravi balans med temi okusi. In dokler nisem prišel do te kombinacije, ki sem jaz delala, da to pa je nek slovenski okus. In pol sem poslal naprej, so zapakirali, lepa embalaža je še tale ornament. In tako, tudi pol smo naredili še ful lep dogodek, sem lahko kuhal, si bil tudi ti takrat gost. Ja, sem bil in skuhal si mi, mimogrede, vegi govejo juho, je naredil Bruno zame. Ne vem, a si sam zame to delo, je bilo še ene par vegetarijancev. Mislim, da ste bili 3. Trije smo bili, no, in se je potrudil in naredil vegi govejo juho, bravo. Dobro je bila. Hvala. No, in je tako, pač ful lušen projekt v bistvu, ne. In ja, sem tudi ful ponosen, da je to lahko na policah in da sem še lahko ga podpisan in tako je zelo lušen, res lušen projekt. Jaz sem predvsem vesel, da dejansko smo končno dobili slovensko mešanico za čimp. To je res, kaj si rekel, to je res manjka. Ja, ne, mislim tako, res, kaj pomisliš, je zanimivo, da mislim, čisto logično, v Sloveniji smo pa vse možno, pa zakaj pa ne bi imel slovenske začimne mešanice, ker se veliko hrane se pač kuha slovenske, ne, in ta je tudi zelo uporabna za razne tako obare, juhe, enolončnice. Je tako, direkt to daš noter, pa je. Pa dobivaš kakšne feedbacke na to? So te že kaj ljudje omenili? Ja, načeloma so zelo zadovoljni. Se tudi, kakor vem, zelo lepo prodaja in uporablja. Jaz jo uporabljam. Dam jo v edino žlico, predvsem v edino žlico. Ja. Pa kakšne stir-frye. Moram reči, da jaz včasih ne dam tega tudi v kakšno slovensko jed, ker jaz sem zelo fusion orientiran, dajmo temu reči, ampak je zelo, in moram reči, da si noter, najbolj me je presenetil noter pehtran. Pehtran je zelo slovenska začimba. Zelo velike uporabljamo Slovenci.
In ja, mogoče ni na prvo žogo, zdaj, če govorimo o nekaj hobarah, goveji juhi, pa tako da je notar pehtran. Sej tudi v mešanici ga ni velik. Glih toliko mal, pač to je bilo to, ker sem mogel najti razmerje. Procentualno pehtran ni zelo velik notar, ampak glih toliko, da pa mogoče doda mal nekega zanimivega okusa v eno drugo smer. Pač absolutno pa ne, če bi ga bilo preveč, bi prevladal in ne bilo dobro, ampak glih se mi zdi prava kombinacija. Super. Pejva na knjigo. Tvojo knjigo, še bi jaz rad malo omenil. Tle imam tvojo knjigo. Od osnov do Masterchefa. Fantastična knjiga, res bravo. Kakšen bo naslov naslednje knjige, Bruno? Od Masterchefa do kam? Od Masterchefa do Mišelinke. Do Mišelinke? Okay. Pač, sigurno bi se lotil še ene, ampak tudi ne še prav zelo kmalu, ker je zelo velik dela s tem. To so res, po moje, eno leto recimo sem delal to knjigo. Eno leto, verjamem. Ker sem tudi tako se res hotel narediti proper, da so vsi recepti zelo potestirani, da tako, če le slediš receptu, jaz verjamem, da to lahko vsak morata, tudi po težavnosti napreduje, zato je tudi ta naslov od osnov do Masterchefa, ker na začetku so dejansko osnove, pol večina jedi so tako za vsak dan, sicer mogoče malo bolj zanimive kombinacije, ampak še zmeraj zelo simpel za pripraviti, na koncu je pa 10 jedi, ki so pa tako za mogoče malo bolj posebne priložnosti, ki malo več časa vzamejo in so pa zato Masterchef jedi. Ampak še zmeraj vse, jaz mislim, da lahko vse skuha kdorkoli, recimo, da je že 2-krat to v kuhinji prej. Ja, seveda. Res je, ja, zapisan je tako, da je čim bolj zajamem vse, kar bi lahko šlo narobe, da tako tudi, ne vem, ker je bila že končana, sem pol takrat z očetom so brala skupaj, ker pač ni toliko v kuhinji in jim je pol on povedal, pa kaj ste mislili, ne? Pa so spremenila tako, da je bilo razumljivo. Pa tako. No to, vidiš, bravo. Ker veliko kuharskih knjig, ne sploh če pogledava, zdaj je situacija boljša, ampak če pogledava stare slovenske kuharce, so včasih napisane, da že moraš vse znati skuhati, pa tako samoumevno, naredi bešamel je recepta, veš. V Vandalini, ne vem, da mora biti testo za krofe ali za buhtle malo bolj mehko kot testo za potico. A veš, zdaj pa nekdo prvič dela s kvašenim testom, kaj mu bo to povedal? Ja, a pa se ti zdi, da je taka, veš, jaz včasih pri receptih opažam, ko jih dosti berem, je neka prava točka, nek sweet spot, koliko natančno greš z navodili, preden mogoče odženeš kakšnega potencialnega bralca, da bi se tega lotil, da ga ne prestrašiš. Se ti zdi, da je kakšen ta sweet spot, ali da si bolj pristaš tega, da čim bolj natančno opišeš vsak postopek? Mislim, ker to je poljudna knjiga, to ni narejena za profesionalne kuharje, mislim, tudi lahko, ampak predvsem je to mišljeno za kuhne po Sloveniji, za vsakega, kar rad kuha. In se mi zdi, da ni nič narobe, če mu zapišeš lahko tako podrobno, da ne bo nobenih dilem, da ne bo imel nobenih težav. Tako da sem se res potrudil, da je napisan pač vse tako, kot mora biti, in pol tudi, da ima vsaka jed sliko, ker ne vem, je tudi mi ni všeč, če so kakšne kuharske knjige, ki samo recept, pa sploh ne znam predstavljati, kaj delam. Recimo zato, če vsaka je sliko in tako. Ful so lepe slike. In knjiga je dobila tudi nagrado, ne, za oblikovanje. Ja, za najlepši priročnik je bil v kategoriji na Slovenskem knjižnem sejmu lansko leto. Lansko leto, se pravi, govorimo o oblikovanju, o dizajnu knjige. O slikah, vse. Mislim, slike je slikala Suzan Gabrijan, ki je tudi zelo velik kulinarike slika. Pa oblikoval je Kristjan Dolček in ne bi si mogel pač boljš predstavljati, ker sem si rekel, splav projekta, zdaj bom pa se lotil kuharske knjige, če bi mi to pokazal prej, bi že takoj podpisal, da to naredimo. Ker sem tudi res zadovoljen, kako je prišla. No. A veš, kaj sem eno stvar bi te še vprašal v Cordon Bleu? Vse si na Cordon Bleu. Na Cordon Bleu sem, ja. Ful me zanima, koliko to stane, če ni skrivnost? To je drago, a? Ja, to je to, da ne bi se tega sam kupil. Sem investiral denar, ki sem ga dobil za nagrado za zmago Masterchefa v to in dajmo reči, da je šlo vse v to. Ja, se pravi, kaj? Več kot 30 ur stane, kaj še ni? Ker, kaj hočeš reči, ne bi si sam kupil? Se pravi, se ti zdi vredno to?
Zelo, mislim, nimaš zdaj 30 ur, ki ti ležijo okrog. Razumem, no, ampak je le neka investicija v znanje, pa mislim, prihodnost. Je, ampak tako, mi je bilo precej lažje, da sem si lahko to z nagrado od Masterchefa, kot če bi mogel zdaj si to sam. Aha. Ampak se ti zdi, da je bilo vredno tega denarja? Ja, mislim, sem se zelo veliko naučil, tako zelo greš pač v francosko kulinariko od temeljev, pa tudi pol naprej. Ja, ne vem, zdaj je to vredno 30 ali ni. Ne, mogoče bi lahko šel že kakšno leto prej, zato ker sem vsem prišel tja že s kar veliki izkušnjami, pa bi sigurno še več se takrat naučil, če bi šel recimo 2 leti prej, ampak je tudi čisto ok, tako kot je bilo. Bi priporočil tole nekomu, ko se mogoče odloča za to, ali misliš, takole bom rekel, ali misliš, da je boljše se iti učiti v restauracije, pa ustrajati, ne vem, mogoče pro bono, pa delati po dobrih restauracijah, tako kot tudi ti zdaj delaš, ne? Ali je boljše iti v Cordon Bleu, ali moraš iti v to? To je bilo vprašanje, s katerim sem se 2 leti ukvarjal, zato toliko časa nisem šel. Okay. Zdaj je boljše, da grem res nekam na en staž, pa tako, ali je. Jaz mislim, da ni v kuhanju prave pa napačne poti. Lahko se in v šoli zelo veliko naučiš in je to pač imaš veliko širino stvari, ki jih lahko narediš, ampak da pa nekaj osvojiš in da lahko res rečeš, da obvladaš, moraš pa to delati vsak dan v restauraciji. Tako da šola je tako nek pregled lahko zelo veliko različnih tehnik pa sestavin, ampak ja, sigurno je pa, da ne moraš ti iti na šolo in reči, super, zdaj sem pa kuhar in odpreti restauracije, ker ne bo šlo. Moraš še par let vložiti v neko delo v restauraciji. Lahko je, ja, tako da šola je lahko kombinacija temu, mogoče je lahko nek mal hiter postopek za en del kulinarike, ampak sigurno se naučiš nekaj z veliko ponovicami, tako da pač ja, na koncu moraš delati. Praksa, ne? Ja. Ja. Pa se ti zdi, da diploma dejansko s Cordon Bleu odpre kakšna dodatna vrata, ali Joj, ne vem v bistvu. Te kdo kdaj vpraša, ko si se diplomiraš na koncu, ne? Ja. So po diplomi, čak ti si bil najboljši in kles? Ja, no, dajmo še to povedati. Ja, v bistvu, v generaciji sem dobil še posebno priznanje za najboljšo, za najboljšega, ampak ja, ne vem, kaj jaz zdaj, ker sem recimo v Kopenhagen pošiljal CV, ne vem, kaj je zdaj pretehtala pol ta izkušnja, ki sem imel v tej restauraciji v Parizu, ali je bil to Cordon Bleu, je bil mogoče Masterchef, ali je bilo pač vse skupaj, ne vem, kaj bi bilo zanimivo izvedeti, ampak ja, se misli, da pač vsak korak neki doda. Zgradi celo zgodbo, ne? Ja, se prav. Zdaj midva sva šla skozi bolj kot na vsa vprašanja. Imam pa eno rubriko za čist na konc, tole zadevo, in sicer najprej bomo imeli enih 5 hitrih vprašanj. Hitro mi odgovor na ne. Okay. Pol bova pa še poskusila eno zadevo. Moje prvo vprašanje. Če bi lahko koga povabil na kosilo v menzo, živo ali mrtvo osebo, legendo, whatever, koga bi povabil? S kom bi se zelo sedel za mizo in pač pojedel eno kosilo? Ali Messija ali pa Gordona Ramsaya. Wow. Zberem ga. Ja, jaz mislim, da je Messi bolj sramežljiv. Tako da dajmo Ramsaya. Ramsaya v menzo, pogumno. Ok, kakšen bi bil naslov tvoje autobiografije? Bruno Schulman, kuhar, ki rad kuha. Ne vem. Evo, nisem, to je hitro vprašanje. Všeč mi je, se to je point tega vprašanja, da so malo tako zabavne. Komu si se nazadnje zlagal? Nazadnje zlagal, ne vem. Nekaj, komu? Ne vem, mogoče kakšno malo laž doma ali pa kaj, verjetno. Ne spomnim se, ni to, da bi bilo prav praksa se veliko lagati. No. Sej, a če bi prehiter odgovoril, bi že malo podvomil, da si že imel pripravljen, tako da ti verjamem. Katera je po tvojem mnenju najbolj precenjena slovenska jed? Precenjena? Ne vem, jaz nisem full fan jote. Ok. Ja, jota. Paričet, sorry. In imamo še zadnje vprašanje. Najbolj nenavadna stvar, ki si jo kadarkoli jedel. A veš, ne vem, si jedel kakšne čričke? Ja, točno to, ja. Točno to, na Tajskem. Ja? Neki
insekti, žuželke. Ker tako okus je bil, sploh ne vem, če mi je sam tako malo zahrustal, malo tako, ne vem, prav matru sem se s tem, da sem se prisilil, da probam, ker sem bil tako, kuhar si, to je tvoja industrija, moraš biti odprt. In pa sem probal in sem rekel, okay, no super, klukca, zdaj pa pejmo nekaj normalnega pojesti. A pa bi postregel kaj takšnega? Ne vem, ta bizarna kulinarika ni mogoče moj stil, se mi zdi, da je malo bolj ta komfort. Ok, hvala lepa in zdaj imamo pa še čisto zadnjo stvar, vsaka menza, kakor veš, ti se verjetno spomniš iz šole, pa tako, imamo te lončke, vedno imaš na meniju kaj od cvrtega, Dunajec, cvrt sir in tudi midva bova imela nekaj od cvrtega zdaj za probat, pripravil sem eno stvar od cvrto jed presenečenja. Super. Me zanima tvoja reakcija. Za cvrto jed presenečenja sem se odločil, da Brunu pripravim kar od cvrt krem brulee, tako da ga bo malo spominjal na pariške dneve. Sem prepričan, da jih je tam kar veliko pojedel. Krem brulee je nenazadnje precej taka klasična, tradicionalna sladica in v ocvrti različici ocvrte jedi presenečenja mislim, da nihče ne bo tega pričakoval. Krem brulee sem preprosto skuhal, ga zamrznil, spaniral in mislim, da bo tole fantastično presenečenje. Me prav zanima, če bo Bruno tole ugotovil. Nami. Evo, Bruno. To je pa jaz ful večji, kot sem si predstavljal. Sem tako one bite. Ni treba vsega pojesti. Okay. Mogel sem pa ohraniti to zato, da je bolj skrivnostno. Okay. Ker če bi bilo one bite, bi mogoče prej vedel, kaj je. Ful lepa prezentacija druga. Hvala. No, Bruno, a te kaj spominja to na menzo? Imaš kakšne nostalgične občutke? Mislim, prezentacija je vrhunska. Je, ne? Res top. Pač ne vem, mogoče bi ti mogel malo takole po diagonali, da je malo asimetrično. Ajde. Črn prtiček, ne vem, tudi ta pribor se mi je zdel te prav, sicer ni na pravem mestu zložen, ampak vse tako, kot mora biti v menzi. Fajn. In to je nekaj od cvrtega, jaz sem tako malo tematsko naredil, malo vezano na tvoj life. Okay. Je definitivno nenavadna jed. Tule imamo še malo, dajmo ti mu reči, garniša, ko si ga lahko gor daš 6 let, kole si ga bom dal kot tako. In tale garniš je pa kaj? Tudi ne smem. Ja, pač se boš hitro gotovil, no, ne zdaj probavati. Ok, se vidim, kaj je garniš, vidim. No, kaj je garniš? Garniš je zmiksana karamela. Ma, leko je vedel, no. In nisi dosti dober zmiksa, zgleda? Ne, malo so bile grudice, pa sem pa dodal malo sladkorja prav, okay, imaš škrob noter. Zdaj sem že ful bolj miren, ker vidim, da bom verjetno nekaj sladkega jedel. Digin, hvala, pa prosim, povej mi, se me zanima, če je rat, ali se v bistvu še nisem poskusil. Ampak, kaj veš, v menzi imaš vedno tak proper od cvrt. Ok, mogoče je malo. Wow. Mogoče ti pa inspiriram za kakšno... Bolj dobro, v bistvu. Cool. Je to vaniljeva krema. Taka, to je ena kremšnica od cvrta. Ja, ideja je bila od cvrt krem brulee, ker si bil v Parizu. Nice, hodom. Mislim, da bi se dal še to malo zboljšati. To je menza različica tega. Izvoli in izboljšaj. Ti si šef. Niti treba vsega pojesti, če ne želiš. Ne vem, če si. Ampak krema je dobra. Krema je fajn datala. Imam pa še eno, ko je malo bolj zrnata. Smo sam zate naredila še eno, ko ni bila prekuhana. Jaz bi sicer mogoče malo panado zmanjšal, ampak moram reči, da je bilo treba dvakrat panirati, ker nisem bil zihar, da bo krema šla ven. Ja, boljš, po moje, to si se dobro odločil. Dobra. Torej, hvala še enkrat, da si bil gost v menzi, prvi gost, pravzaprav, za kar sem res hvaležen. A imaš kakšno spodbudno misel za koga, ko, ne vem, te spremlja ali pa bi rad šel v ta nor svet kulinarike? Ja, jaz bi rekel, da dajmo biti odprti, pa sprobavati nove stvari, pa je predvsem pač dober, da kjerkoli ali si na delu gosta ali pa zadnji, da je sam treba se imeti dober pa uživati in lahko tako pa ta svet lahko in predstavimo in doživimo na najboljši način. In zakaj ga vam pol jaz tudi tokrat? Bruno, hvala lepa še enkrat, da si bil gost. Ja, hvala tebi. Mi se pa vidimo v naslednji epizodi.